Williams F-14B je ikona iz začetka 90-ih let prejšnjega stoletja, predstavnik bolidov z aktivnim vzmetenjem. Z njim so pri Williamsu osvojili oba naslova, tako med vozniki kot med konstruktorji, a v resnici je bil na začetku mišljen kot začasna rešitev in nikoli ni bil namenjen temu statusu, ki ga danes ima. Da bi razumeli, zakaj gre, je najbolje, da pogledamo malce njegovega predhodnika, Williams F-14 iz sezone 1991. To je bil prvi Williams z polavtomatskim menjalnikom, z temi znanimi vzvodi za volanom. Tehnologijo, ki smo jo videli že pri Ferrariju z modelom 640 v sezoni 1989. A ta noviteta se je zelo počasi vpeljala v Formulo 1. Naprimer, konkurenca pri McLarenu je imela v sezoni 91 še zmeraj tisti klasični menjalnik v obliki črke H. No, pri Williamsu je bil prav ta novi menjalnik eden izmed vzrokov, zakaj že v letu 91 niso osvojili nobenega naslova. Namreč na začetku sezone so bili zelo nezanesljivi. Potrebovali so kar nekaj dirk, da so odpravili vse tiste manjše škrate, ki je bila v tem novem menjalniku. In prav tam si je Ayrton Senna dosegel določeno število točk, ki so mu na koncu prinesle naslov. Seveda drugi faktor, okrog katerega ne smemo, je Nigel Mansell sam z njegovo vožnjo na veliki nagradi Portugalske. A to je zgodovina in to je material za druge zgodbe. Pri Williamsu so se nekaj naučili, da so prav tudi tiste prve dirke v sezoni pomembne za osvojitev naslova svetovnega prvaka. In zato so novo tehnologijo aktivno vzmetenje vgradili na lanski bolid. Nastal je Williams F-14B. Nova tehnologija aktivno vzmetenje, no ne čisto prav nova, namreč. Iz času Lotusa je bila v Formuli 1 poznana že najmanj desetletje, z njimi so dosegali tudi zmage in tudi v ekipi Williams sploh ni bila novost. Namreč prvi Williams z aktivnim vzmetenjem je bil Williams F-12 z motorjem JAD sezone 1988. Seveda so potrebovali kar nekaj časa, da so vse izpilili, da je delovalo tako, kot je treba, in tudi, da so izračunali, da imajo dovolj močen motor. Namreč aktivno vzmetenje je delovalo na hidravličnem principu, kateri je imel praktično moč motorja, moč pogona. No, zato so se odločili začeti sezono 1992 z nekim vmesnim modelom 14B, kateri je v bistvu 14 iz prejšnje sezone predelan. Edine razlike, ki jih vidimo s prostim očesom, so rahlo daljši in bolj zašiljen nos in tiste izbokline okrog prednjega vpetja. Problem je bil v tem, da so hoteli že v začetku sezone doseči določeno število točk in ne imeti odstopov kot v prejšnji sezoni. In kadar bi bilo potrebno, bi imeli tisti pravi bolid F-15 pripravljen za dirke. Ta je bil nekako zrel za nastopanje že približno malce pred polovico sezone. A zgodilo se je to, da je bila konkurenca enostavno preveč slaba in 14B je vztrajal do konca sezone. Pri Williamsu so 15-ko razvijali, postal je 15B, na koncu v sezoni 93 smo videli 15C. A tista 14B, tisti bolid, ki je bil nekako vmesna stopnja, nekaj, kar naj bi bilo začasno, je postalo ikona. Ikona ne po novi tehnologiji, neki revoluciji, ki jo je sprožila, ampak v smislu dodelanosti, učinkovitosti, zanesljivosti. Nigel Mansell je z njim osvojil svoj edini naslov svetovnega prvaka in tudi pri Williamsu so z njim osvojili naslov med konstruktorji. In 14B je zares upravičeno v vseh knjigah Formule 1, a verjetno ne zaradi razloga, katerega so vsi navdušenci mislijo. Razlika med 14B in 15 je očitna, namreč 14B, kot sem povedal, je bil predelan iz klasičnega vzmetenja na aktivno, medtem kot 15 je bil že v začetku mišljen kot bolid z aktivnim vzmetenjem. To pomeni drugačno težišče in seveda šasija je bila bistveno težja pri modelu 14B. A kaj, kot sem povedal, konkurenca je bila bistveno za njim, z razvojem, zato so si to lahko privoščili. In tako danes, kot pogledamo 14B, ga lahko res imenujemo ikona, ampak ikona ne samo zaradi svojih lastnosti, temveč tudi zaradi nesposobnosti konkurence in ikona zaradi tega, ker je bil sistem tehnologij, ki so bile znane, a ki so na tistem modelu v sezoni 92 perfektno delovale.
V Formuli 1 ni toliko pomembno biti revolucionaren, kot biti učinkovit. Nobenega ne briga, kako revolucionaren je bolid, če ta ne zmaguje. Če dosega zmage, si verjetno najboljši. In tudi Enzo Ferrari je nekoč povedal tako, da bolid, ki zmaguje, postane lep. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.